lep dober večer in dobrodošli na Slovenski matici. V današnjem ciklu Matica pod zvezdami, cikl, ki ga nam prijazno sofinancira Javna agencija za knjigo in v katerem običajno predstavljamo leposlovna dela Slovenske matice. Danes pa smo še prav posebej veseli, da lahko predstavimo zgodovinsko monografijo Od rude do železa, zgodovina železarjenja na Slovenskem do konca 16. stoletja. Veseli tudi zato, ker je z nami predstavnik mlajše generacije raziskovalcev, dr. Gašper Oejcl, ki so ga tako rekoč opazili vsi naši člani in namignili, da moramo njegovo doktorsko disertacijo čim prej uvrstiti v naš knjižni program. Dr. Gašper Oejcl je zaposlen v Narodnem muzeju Slovenije od leta 2017 in sicer nekako nadzoruje kolekcijo kovine, držim. In leta 2022 je na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani zagovarjal svojo doktorsko disertacijo o železarjenju na Slovenskem v poznem srednjem veku. Nekakšen predelana raziskava, doktorska raziskava je tudi ta monografija Od rude do železa, ki pa prinaša še veliko več, o čemer bomo slišali v nadaljevanju. Naj obenem kot urednica te knjige tudi povem, da mi je bilo veliko veselje sodelovati z dr. Gašperjem Oejclom, namreč že dolgo nisem sodelovala s kakim avtorjem, ki bi tako temeljito, natančno pripravil svoje delo, da s to knjigo tako rekoč na Slovenski matici, razen užitka v njenem izidu, nismo imeli prav veliko dela. In ker so taki vse bolj redki, se mu na tem mestu še prav posebej zahvaljujem. Obenem pa seveda nikakor ne želim zmanjšati izrednega pomena te znanstvene raziskave. Kaj vse prinaša, pa bomo lahko slišali v nadaljevanju. Dr. Oejcl, beseda je vaša. Hvala. Ja, lepo pozdravljeni. Upam, da se v redu sliši, da ni preveč na glas. Še enkrat tudi v mojem imenu lepo pozdravljeni in na predstavitvi knjige Od rude do železa. Knjiga je razdeljena na 6 glavnih poglavij, ki so nato še nadalje razdeljena na več podpoglavij. Uvod, tehnologija, zgodovinski pregled, družbene in gospodarske značilnosti ter materialna kultura železa. Za sam začetek, za razumevanje zgodovine železarjenja moramo najprej seveda poznati osnove tehnologije pridobivanja in predelave železa in razvoja same tehnologije. Za pridobivanje železa so potrebne surovine. Osnova je železova ruda. Največja nahajališča rude na Slovenskem so bila na Gorenjskem, in sicer v Karavankah in na planotah Pokljuki in Jelovici. Poleg tega so bila manjša in bolj razpršena nahajališča tudi na Dolenjskem in Spodnjem Štajerskem. Ruda se večinoma nahaja razmeroma blizu zemljenega površja, zato za njeno pridobivanje ni bila potrebna zelo razvita rudarska tehnologija. Poleg rude so bili za razvoj železarjenja zelo pomembne tudi zadostne količine lesa, saj so kot kurivo vse do poznega 19. stoletja v večini železarskih središč, tudi na Slovenskem seveda, uporabljali lesno oglje. V poznem srednjem veku je pomembna postala tudi vodna sila, saj so tedaj začeli izkoriščati vodo za pogon železarskih obratov. Vse do tedaj so zrak v talilne peči vpihovali z mehovi na človeški pogon. Zato je bila količina pridobljenega železa razmeroma majhna, tudi dimenzije talilnih obratov niso bile pretirano velike.
nekako naj bi dosegale do približno nekaj manj kot 2 metrov v višino. V talilnem procesu so iz železove rude pridobili kepo železa, ki jo imenujemo tudi volk, ki jo lahko vidite tule na fotografiji. To kepo železa smo morali na to s kladivi očistiti nečistoč, to so bili predvsem ostanki žlindra in oglja. S tem so pridobili kovno železo, iz katerega smo na to lahko izdelovali polizdelke in končne izdelke. Predelava železa se je, torej tu lahko vidimo še upodobitev oziroma ilustracijo talilnega obrata iz okoli leta 1613, ki jo hrani zgornji avstrijski deželni arhiv v Linzu v Avstriji. Vidimo torej lahko najprej dovoz rude in oglja v talilni obrat, potem sam postopek nalaganja in na koncu tudi izvleko z verigami. Tukaj govorimo že o bolj dodelani tehnologiji, kjer so bili te kepe železa zelo obsežne, tudi več 100 kg, in na koncu še v spodnjem delu predelavo oziroma tisto prvotno obdelavo s lesenimi kladivi, torej te pridobljene kepe železa. To železo so potem ali na roke, pogosteje pa tudi v posebnih predelovalnih obratih predelali, razcepili in je to v naslednji fazi spet predelali v polizdelke in pozneje v končne izdelke. Tako da nekako osnovna klasifikacija železarskih obratov, torej govorimo o talilnih obratih, kjer so rudo talili in pridobili neobdelano oziroma pozneje surovo železo, in pa predelovalni obrati, kjer so potem te surovo železo oziroma neobdelano predelali v kovno oziroma v bolj železo, ki je bilo že primerno za izdelavo polizdelkov in končnih izdelkov. Zdaj, sama zgodovina železarjenja na Slovenskem se je začela v 7. stoletju pred Kristusom. Prva središča so bila na Dolenjskem, tu velja izpostaviti najdišče Cvinger pri Dolenjskih Toplicah. Poleg tega je bilo tedaj še več teh središč, predvsem na Dolenjskem. Na Gorenjskem je bila nekako glavno središče, glede na arheološke podatke, na ajdovskem gradcu v Bohinju. Železarjenje je bilo tedaj razmeroma pomembna gospodarska dejavnost, pridobljeno železo so tudi uporabljali za trgovsko izmenjavo. To stanje se je potem nekoliko spremenilo v rimskem obdobju, ko se je pridobivanje železa omejilo predvsem na lokalno porabo. V bistvu je potem se takšno stanje ohranilo predvsem praktično vse do sredine 14. stoletja. V tem času so železo pridobivali na več lokacijah, ampak je bil obseg proizvodnje najverjetneje precej skromen in posledično pridobljeno železo niso uporabljali za trgovsko izmenjavo oziroma če že v bistveno manjši meri kot prej in pa še posebej pozneje. Takšno razvojno stopnjo železarjenja, kot je bilo tudi v rimskem obdobju, potem v poznem antiki, zgodnjem srednjem veku in večinoma še v visokem srednjem veku, torej poznamo pod imenom kmečko oziroma tudi gozdno železarjenje in mu lahko sledimo še v poznosrednjeveških pisnih virih. Nekoliko večje količine železa so v visokem srednjem veku na to verjetno pridobivali le v okviru nekaterih zemljiških gospodstev. Tu imamo zanimiv primer iz Dovške župe škofjeloškega gospodstva v koncu 13. stoletja, pa so železo pridobivali fevdalni železarji, ki so jih v viru poimenovali prazniki. Njihova edina obveznost do gospodstva je bila namreč oddaja železa. Niso pa oddajali nobenih drugih naturalnih dajatev, ki bi jih dobili iz agrarne dejavnosti. Prihod iz postransko profesionalno dejavnost je torej pomenila upeljava vodne sile za pogon obratov, s tem se je povečal obseg pridobljenega železa v enem talilnem postopku, torej to je potem znašalo do 100 kg ali pa tudi več 100 kg. Povečale pa so se tudi dimenzije talilnih peči, tudi prek 2,5 metra. V zgodnjem novem veku pa so se potem ta višina še povečevala. Ta nova tehnologija se je po Evropi začela širiti v 13. stoletju. Na slovenski prostor pa se je okoli sredine 14. stoletja zanesli mojstri severno-italijanskega prostora. Tedaj se namreč v železnikih že omenjajo mojstri Giacomo, Muron, Silvester, Monfiodin, Bartolonej in tako naprej. Sprva je delovalo 5 kovačnic, do prve polovice 15. stoletja
pa so se železarski obrati skoncentrirali na 2 lokacijah ob Selški soli, kjer so se pozneje razvili zgornji in spodnji železniki. Sredi 14. stoletja je razvoj železarjenja vpliv predpisnih virov tudi v Kanalski dolini, kjer so se potem v naslednjih desetletjih kot glavni 2 središči na tem območju so izoblikovali v Trbižu in v Naborjetu. Proti koncu 14. stoletja pa se je železarjenje začelo razvijati tudi v Zgornjesavski dolini. Tam je močan zagon dal grof Friderik III. Ortenburški, ki je leta 1381 izdal rudarski red, ki je danes poznan kot Ortenburški oziroma jeseniški rudarski red. Gre za zelo pomemben dokument tudi v širšem srednjeevropskem okviru, saj gre za najstarejši rudarski red za rudnike železa v Vzhodnih Alpah in tudi eden najstarejših v Evropi. Od drugih sočasnih rudarskih redov se razlikuje tako po obsegu kot tudi po vsebini, saj je nastal prav iz želje po zagonu intenzivnejše železarske dejavnosti na zemljiški posesti Ortenburških. V desetletjih po izdaji reda se je v okolici nahajališč rude na pobočjih Karavank nad tedaj agrarnim naseljem Jesenice izoblikovalo eno največjih in najpomembnejših železarskih središč na Slovenskem. Tu je treba omeniti, da so ta železarska središča običajno bila sestavljena iz sodelovala na več lokacijah, na območju Jesenic so bile 3 oziroma 4 manjša naselja, na območju Železnikov 2, podobno je bilo tudi v Kropi in v Beli peči na 3 lokacijah. Te lokacije so se šele pozneje v naslednjih desetletjih ali pa stoletjih združile v enovito naselje. V Beli peči se je železarska dejavnost nekako začela vzpostavljati proti koncu 14. stoletja. Tam so bili delovali predvsem obrati za predelavo železa. V teku prve polovice 15. stoletja, oziroma najpozneje tedaj, so se vzpostavila tudi železarska središča v Lipiški dolini v bližini Radovljice, in sicer v Kropi, Kamni Gorici in Kolnici. Bolj kratkotrajne narave pa je bilo središče na območju Torjaškega gospodstva na Dolenjskem, ki je delovalo najverjetneje v okolici Rašice. Delovalo je vsaj v drugi četrtini in začetku druge polovice 15. stoletja, sodeč glede na obseg prodanega železa, ki so ga tedaj prodajali v sredini 15. stoletja na Reki. In ta trgovska knjiga, ki tudi to omenja, to torjaško železo je tudi edini vir, ki je do danes poznan, podlagi katerega lahko sklepamo, da so tam delovali železarski obrati. Kakorkoli, glede na obseg tega železa, lahko domnevamo, da je to območje bilo tedaj, to središče je bilo tedaj eno največjih na Slovenskem. Ampak so ga najverjetneje tam okoli leta 1460 tudi opustili. Še manj je znanega o usodi železarskega delovanja Martina Črnomalskega, ki je prejel pravico za postavitev obratov na širšem območju današnjih Ravt nad Logatcem in na potoku Kubelj nad Vipavo. Glede na večje število vzpostavljenih obratov in železarskih središč v tem času bi lahko predpostavljali, da je druga četrtina 15. stoletja morda predstavljala neke vrste konjunkturo železarske panoge. Tudi pozneje, v zadnjih desetletjih 15. stoletja, lahko kljub bistveno slabšim gospodarskim in družbeno-političnim razmeram v pisnih virih zasledimo vedno večje število obratov, ki so jih začeli postavljati tudi na vedno bolj različnih lokacijah. Druga večja tehnološka inovacija v predindustrijskem obdobju je slovenski prostor dosegla okvirno v drugi četrtini 16. stoletja. Gre za indirektni postopek pridobivanja železa v visokih pečeh oziroma plavžih. Nova tehnologija je omogočila kontinuirano pridobivanje železa, to pa je seveda pomenilo bistveno večjo proizvodnjo. In namesto kepe železa, ki so jo pridobili v tem starejšem postopku, so v tem postopku pridobili surovo železo oziroma grodelj. Zaradi prevelike vsebnosti ogljika pa so morali ta grodelj potem predelati sprva v presnovnih ognjiščih in na ta način pridobili kovno železo. Tudi v tem primeru so bili za prenos tehnologije zaslužni železarski mojstri iz severno-italijanskega prostora, tokrat iz Lombardije. Te so seboj pripeljali podjetniki, predvsem meščani in trgovci iz mest severne Italije, ki so postali tudi novi posestniki teh obratov. Med družinami, ki jih lahko izpostavljali in so močno zaznamovali železarjenje v teh desetletjih in tudi naslednjih stoletjih, so bili Bučeleni, Locatelli in Zenusi. V drugi
polovici 16. stoletja je železo na nov način pridobivala nekaj več kot tretjina talilnih obratov na Slovenskem, drugi pa so železo še naprej pridobivali po starejšem postopku. Na tem mestu se lahko še za kratko ustavimo pri samih pravnih okvirih železarjenja. Torej, na prelomu iz 15. v 16. stoletja je kralj Maksimilijan začel z bolj intenzivnim uveljavljanjem deželnoknežjega rudarskega regala. S čimer je vsaj na področju trgovine železom sicer začel že njegov oče Friedrich III. Maksimilijan pa je v koncu 15. stoletja najprej vzpostavil urad višjega rudarskega mojstra z izdajo splošnega rudarskega reda leta 1517, pa je vse rudnike in gozdove na rudarskih območjih v dolnjih avstrijskih deželah podredil deželnoknežji upravi. Nato je sledilo dolgotrajno upiranje zemljiških gospodstev, predvsem tistih v posesti cerkvenih knezov, na primer na Koroškem salzburške nadškofije in bamberške škofije, na Kranjskem pa frajzniške in brixenske škofije. Težave pri uveljavitvi rudarskega regala in določil rudarskih redov so povzročali tudi zastavni imetniki deželnoknežjih gospodstev. Legalne pravice na področju rudarjenja in upravljanja s tamkajšnjimi gozdovi pa je nato potrjeval in razširjal še Ferdinandov rudarski red iz leta 1553. Zaradi nespoštovanja določb splošnih rudarskih redov so na Kranjskem prvi protestirali železarski družbeniki v Lipniški dolini in od nadvojvode Ferdinanda že leta 1550 dosegli izdajo rudarskega reda, ki je bil izdan posebej za središča v Propi, Kamni Gorici in Polnici. Tukaj lahko kot zanimivost omenimo, da je v komisiji, ki je pripravljala ta rudarski red, sodeloval oziroma bil glavni podpisnik Sigmund Herberstein, torej znani habsburški diplomat, ki je izhajal iz kranjske družine iz območja Vipave. V koncu 60. let so železarji na Kranjskem s podporo deželnoknežjih oblasti začeli proces nastanka novega rudarskega reda, ki bi vključeval celotno območje Kranjske in Goriške in urada višjega rudarskega sodnika. Slednje je bilo vzpostavljeno leta 1573, rudarski red pa je bil izdan 2 leti pozneje. Ta red je predvsem potreboval in pa širil določila, ki so jih vsebovali že prejšnji redi, ampak se niso spoštovali. Ampak tudi z izdajo tega dokumenta se na to razmere niso bistveno spremenile, saj deželnoknežja uprava ni bila sposobna povsem uveljaviti določb teh redov. Nekaterih določil, ki so se navezovala predvsem na avtonomijo železarskih družbenikov, pa niti ni spoštovala. Ob tem je seveda treba omeniti, da tudi železarski posestniki nekaterih določb, ki niso šli v korist, niso spoštovali, in tak zanimiv primer je, oziroma zelo poveden primer je oziroma sofinanciranje urada višjega rudarskega sodnika. V teku 16. stoletja so bili na različnih lokacijah na slovenskem območju vzpostavljeni številni novi železarski obrati. Vsaj v začetku 16. stoletja so začeli delovati v Stari Fužini v Bohinju, kjer se je v naslednjih desetletjih večje središče izoblikovalo tudi pri Bohinjski Bistrici. V 16. stoletju se je še naprej razvijala predelovalna dejavnost v dolinah Južne Koroške, predvsem v dolini Roš in Podjuni, kjer se prvič ta predelovalna dejavnost omenja v začetku 15. stoletja. Največ obratov je delovalo na območju Bistrice, Rožev, Borovelj, Podljubelja in Železne Kaple. Iz druge polovice stoletja pa so prvi sledovi železarske dejavnosti tudi v Mežiški dolini. V prvi polovici oziroma v sredini 16. stoletja so na Kranjskem delovali tudi 2 livarni železa. Prva v Ljubljanici, na lokaciji današnjih Fužin, kjer sta jo vzpostavila ljubljanska meščana Janez Weithammer in Mit Kisel, druga pa pri Zagradcu ob Krki. Tam sta pozneje sicer delovali talilna peč in kladivo. Pomembno središče se je v začetku druge polovice 16. stoletja izoblikovalo tudi v potoku Hubelj nad Vipavo. S temi kladivi so bili povezani talilni obrati v dolini Vodic, ob Zali na Idrijskem in na območju Novega sveta med Idrijo in Rogatcem. V sredi 16. stoletja zopet lahko govorimo o neke vrste konjunkturi, na splošno v gospodarskem smislu. Pozneje v naslednjih desetletjih pa je sledila splošna gospodarska kriza. Razmere so se precej poslabšale in številni obrati so začasno ali pa trajno prenehali z delovanjem. Temu so bili še toliko bolj izpostavljeni tistih, ki so bili na lokacijah, kjer je bila kvaliteta rude slabša. Svoje so na to lahko dodale še naravne nesreče in pod njih so posestniki v primeru sploh finančno manj rentabilnih obratov
niso več odločili za njihovo obnovo. Tu na zemljevidu lahko vidimo torej obrate, ki so torej trajno opustili proti koncu 16. stoletja. V tem času torej bil opuščen dolgočen del obratov, predvsem na zahodnem Kranjskem in Goriškem. Zaustavili, ali pa vsaj začasno so bili ustavljeni tudi obrati recimo na Gorenjskem, kot na Okolici in Radovni, ampak so zaradi bolj ugodne situacije s surovinami po krajšem času mirovanja te obrate zopet zagnali. Zdaj, glede na področju družbenih značilnosti, lahko mi omenimo sistem družbeništva. Tukaj je treba omeniti, da je bila posest obratov praviloma razdeljena med večje število posameznikov oziroma družbenikov, ki so imeli pri obratu tudi različno velike deleže. Za ta sistem je bilo značilno pogosto prehajanje lastništva, drobljenje posameznih deležev, po drugi strani pa tudi njihovo združevanje v rokah manjšega števila posestnikov. Vsaj sprva so posestniki deležev prihajali predvsem iz skupine železarskih mojstrov. To so bili tehnični specialisti in delovodje v obratih, ki so predstavljali vrhni sloj železarskih skupnosti, ki so se v večjih železarskih središčih izoblikovali v 14. in 15. stoletju. Te skupnosti so imele upravno in sodno avtonomijo, njihov glavni predstavnik pa je bil rudarski sodnik, ki so ga ponekod mojstri vsako leto izbirali izmed svojih vrst. Rudarski sodnik je bil zadolžen za urejanje vsega, kar je zadevalo rudarjenje, železarjenje in s tem povezanimi dejavnostmi, tudi skrb za gozdove. Praviloma so mu bili podrejeni vsi člani skupnosti, poleg mojstrov in delavcev v obratih, tudi rudarji in delavci v pomožnih panogah, ko so bili ti seveda prisotni na deloviščih. Ti so predvsem izvirali iz presežka okoliškega agrarnega sloja, ukvarjali so se z drvarjenjem, oglarjenjem in tovorjenjem. Nekateri med njimi pa so sčasoma lahko tudi prišli med posestnike obratov. Geografsko območje teh skupnosti je bilo praviloma zamejeno z območjem rudarskega središča, obsegalo je nahajališča rude, železarske obrate, bližnje gozdove in železarske naselbine, ki so torej nastale prav zaradi rudarjenja in železarjenja. Te skupnosti so imele različne pravice, med drugim tudi pravico do posesti agrarnih enot, do paše, nekateri tudi do ribolova. Njihovi člani so bili osebno svobodni, v zameno pa so morali plačevati dajatve zemljiškim gospodom in gospodstvom, ter pozneje tudi deželi nuditi pomoč v primeru vojaških nevarnosti. Poleg mojstrov je bilo med posestniki, so se vedno bolj uveljavljali tudi meščani, predvsem iz bližnjih mest. V železarskih središčih so sprva delovali kot trgovci in založniki. Na Kranjskem so bili to predvsem meščani iz Škofje Loke in Ljubljane, na Koroškem pa predvsem iz Beljaka in Šentvida v Glini. Med meščani velja omeniti tudi trgovci in podjetnike iz severnoitalijanskih mest, ki so bili zaslužni tudi za prenos novih tehnologij. Nekoliko redkeje se med posestniki pojavijo predstavniki plemstva. Krajši čas so se z vlaganjem v železarstvo ukvarjali Turjaški in Črnomaljski, v tem času tudi v bistvu v vrhu plemstva na Kranjskem. Bistveno daljšega trajanja pa je bila udeležba družine Ungner na Koroškem. Nekaj več primerov investicij plemstva in bogatejših meščanov, tudi tistih iz bolj oddaljenih dežel, je bilo na severnem Koroškem in v rudnikih plemenitih in barvnih kovin ter v rudniku živega srebra v Idriji. Tam so bili dobički tudi bistveno višji, medtem ko so bili v železarstvu bistveno nižji, še najvišji pa so bili predvsem v trgovini z železom. Na področju gospodarstva se sprva lahko malo pokomentiramo obseg proizvodnje v tem času. Na voljo je razmeroma malo primernih, lahko ustreznih pisnih virov in je zato podajanje neke ocene relativno na trhih temeljih. Ampak glede na dostopne podatke nekako lahko ocenjujemo, da so v enem obratu pridobili tam okrog 50-60 ton železa letno. Celoten obseg letne proizvodnje železa na Slovenskem v drugi polovici 16. stoletja pa bi z precejšnjo mero kritične distance seveda lahko ocenjevali na do okoli 3360 ton železa. Velik delež je tudi padel na Koroškem, saj so več kot polovico tega železa pridobili na območju Kvitenberga, na severnem Koroškem, nato pa so ga predelali v dolinah Južne Koroške, v Kanalski dolini in tudi v Beli peči. Proizvodnja je bila pretežno namenjena izvozu. Zelo majhen del železarskih proizvodov so porabili znotraj dežel,
Za lokalne potrebe so železo pridelovali predvsem manjši obrati izven večjih središč, v slednjih pa so za domačo porabo namenili zelo majhen del svoje proizvodnje. Za porabo znotraj Kranjske so na primer v zadnjih desetletjih 16. stoletja delovali obrati pri Zagradcu ob Krki, v Tržiču, krajši čas pa tudi v bližini Radeč. Veliko večino proizvodov so sicer izvozili v jadranska pristanišča in Furlanijo, predvsem v Trst, Reko, Benetke in Šljivan pri Devilu. Del železa so porabili v mestih in njihovi okolici, tu predvsem na območju Benetk, večino pa so ga nato izvozili na zahodne in vzhodne obale Jadrana, glavno v osrednje in južne italijanske dežele. Tu gre seveda za tak končna tržišča, medtem ko so bila jadranska pristanišča, torej v Kvarnerju in v Tržaškem zalivu, prehodna tržišča. Glavni poti za transport železa iz Kranjske in Koroške sta bili tako imenovani kanalska in ljubljanska pot. Torej kanalska je povezovala Trbiž in skozi Tabljo in potem v Furlanijo in predstavljala povezavo med Koroško oziroma avstrijskim prostorom in Furlanijo oziroma severno Italijo. Druga je bila ljubljanska pot, ki je torej iz Koroške prečila prelaze v Karavankah. Do izgradnje ceste čez prelaz Ljubelj, ki se je zgodila v drugi polovici 16. stoletja, je imelo tu pomembnejšo vlogo prelaz čez Ilirsko. Od Ljubljane pa je potem ta pot nadaljevala se mimo Postojne, kjer se je razcepila proti Tržaškemu oziroma Kvarnerskemu zalivu. Del železa, predvsem pa končnih izdelkov iz železarskih središč kot Delovica, so tovorili po tako imenovani Baški poti, ki je sicer tekla po južnih pobočjih Julijskih Alp v 3 smereh. Prvo je bilo torej skozi Poljansko dolino, potem skozi Selško dolino in severni del čez Bohinjske gore oziroma prelaza Vrbače tudi v Baško grapo. Vse te 3 poti so se združile v Baški grapi oziroma v začetku 16. stoletja, ko je bila ustanovljena oziroma vzpostavljena mitnica v bližini današnjega mosta na Soči. Več kot polovico dohodka te mitnice so predstavljali prav železni izdelki. Čez Kranjsko so predvsem po ljubljanski poti v tem času torej tudi transportirali zelo velik del koroškega železa, torej iz Koroške, v določenih obdobjih tudi okoli polovico. Razvita železarska dejavnost je imela za zemljiško gospodstvo predvsem pozitivne, pa tudi nekaj negativnih posledic. Finančni vpliv lahko neposredno merimo na podlagi višine dajatev, ki so jih plačevali od železarskih obratov in njihov delež v skupnih denarnih dajatev v gospodstvo. Okoli leta 1500 je imelo z tega vidika železarjenje največji pomen v belopeškem gospodstvu, ki je bilo teh tudi najmanjše. Tam so dajatve od obratov prispevale skoraj četrtino vseh denarnih dajatev. Približno 4-krat manjši delež so predstavljali dajatve od obratov v radovljiškem gospodstvu, še bistveno manj po škofjeloškem. Precej teže imeli posrednji vpliv. Železarska dejavnost je namreč privabljala trgovce z železom, presežek podložnikov pa je vir za preživetje lahko našla kot delovna sila v rudarskih jamah, železarskih obratih ali pomožnih železarskih dejavnostih. Med bolj negativnimi vplivi, ki jih je to intenzivno železarjenje prineslo gospodstvom, pa so krčenje gozdov, v 16. stoletju pa tudi uveljavljanje rudarskega legala, zaradi česar so nekih gospodstv začeli izgubljati rudarske in gozdne pravice na svoji zemljiški posesti. Med proizvodi obratov na Slovenskem so veliko večino predstavljali polizdelke različnih vrst in oblik. Praviloma je šlo za palice kovanega železa ali jekla, ki so jih tovorili zvezane v snope, kot vidimo tu na še danes v bistvu ohranjenem oziroma uveljavljenem grbu trga Althofen na Koroškem. Del proizvodnje so izvozili tudi v obliki neobdelanega železa in surovega železa oziroma grodlja. Med končnimi izdelki velja izpostaviti žeblje, ki so v drugi polovici 16. stoletja predstavljeni približno četrtino oziroma petino vsega izvoza železa iz Kranjske. Poleg žebljev so v železarskih obratih izdelovali tudi podke in raznovrstna orodja, v 16. stoletju pa so izvažali tudi rito železne krogle za strelno orožje. Cena kovanega železa je bila približno še enkrat višja od cene iste količine neobdelanega železa, med transportom iz proizvajalnega v prehodno tržišče pa se je cena železa precej dvignila, približno na polovico, odvisno od dolžine poti in števila letninskih postaj.
Poslovanje obratov je bilo pogosto nerentabilno, v primeru pozitivne bilance pa dobički niso bili tako prav zelo visoki. Torej, kot omenjeno, je bilo bolj donosno predvsem samo trgovanje, kot pa pridobivanje železa. Glavni strošek delovanja obratov je predstavljal nakup surovin, predvsem oglja in rude v primeru talilnih obratov, v primeru predelovalnih obratov pa torej neobdelanega oziroma surovega železa. Ti stroški so pogosto presegli polovico vseh stroškov obratovanja. Drugi večji izdatek so bile delavske mezde, razmeroma malo pa so plačevali za dajatve. Ampak je tu treba omeniti, da se je višina dajatev med posameznimi gospodstvi lahko tudi precej razlikovala. Na primer, v škofjeloškem gospodstvu so bile razmeroma nizke, sploh v železnikih, medtem ko so bile v radovljičnem gospodstvu bistveno višje. V primeru vzdrževalnih del so stroški lahko precej narasli, zato so morali posestniki obratov preudarno ravnati s prihodki iz uspešnih poslovnih obdobij. In tako kot to velja še danes, so bili železni predmeti tudi v obravnavanem obdobju zvesti spremljevali vsakdanjega življenja. Uporabljali so jih za raznovrstne stvari, torej za orodje, orožje, stavbne in pohištvene elemente, v manjši meri tudi kot kuhinjsko posodje in pribor ter v različne druge namene. Posamezne vrste orožja so se skozi obravnavani čas precej spreminjale, njihova uporaba pa se je prilagajala spremembam taktike na bojnem polju in razvoju zaščitne opreme. V poznem srednjem veku so se pojavile tudi nekatere nove vrste orožja, kot na primer helebarde, sablje, mesarji in predvsem ognjeno strelno orožje, ki je sčasoma prevzelo vlogo glavne vrste orožja in ga ohranilo vse do danes. Razvoj orožja in zaščitne opreme je bil podvržen tudi tehnološkim spremembam v metalurgiji in kovaštvu, saj so bili z novimi postopki sposobni proizvesti večje količine kakovostnejšega materiala. V srednjem veku je bil sicer najbolj znamenita vrsta orožja dvorezni meč, ki je imel tudi pomembno simbolno vlogo. Glavno kovinsko zaščitno sredstvo je bila verižnina, do začetka 15. stoletja pa se je tudi po zaslugi razvoja izdelave pločevine kot najbolj izpopolnjeno zaščitno sredstvo izoblikoval celopostavni ploščni oklep. Prav zaradi razširitve uporabe strelnega orožja pa je ta ploščni oklep tudi kmalu izginil iz uporabe. Železna orodja so začeli množično uporabljati že v mlajši železni dobi. Ker gre za vsakdanje uporabne predmete, se na to njihova oblika pogosto ni pretirano spremenila. Tudi osnovna oprema posameznih obrtnikov, na primer kovačev, se skozi stoletja ni bila podvržena nekim bistvenim spremembam. Na kovalu, kladivu in kleščam so v razvoju in specializaciji obrti dodali različne nove vrste kladiv, klešč in drugih orodij, s katerimi so opravljali bolj specifične delovne posege. Med drugimi splošnimi orodji, ki jih nenazadnje poznamo še danes, lahko izpostavimo torej različne vrste sekir, kose, srpe, lopate, krampe, motike in tako naprej. S pomočjo arheoloških najdb različnih vrst orodij si lahko pomagamo tudi pri ugotavljanju gospodarskih dejavnosti srednjeveških naselbin. Najpogostejši železen predmet so bili žeblji. Iz pisnih virov poznamo več vrst žebljev, ki so jih uporabljali za različne namene, predvsem za spajanje posameznih stavbnih elementov in različnih uporabnih predmetov in podkovanje konj ter čevljev. Iz železa je bilo tudi pohištveno okovje, ki se je pojavilo z razvojem pohištvene opreme v visokem in poznem srednjem veku. Okovje, kamor uvrščamo tudi ključe in ključavnice, je imelo poleg uporabnega tudi dekorativni namen. S tem pa se je olajša tudi njegovo časovno razvrščanje, saj se je okras prilagajal vsakokratnemu prevladujočemu umetnostnemu slogu. To je bilo predstavitev. Iskrena hvala za ta hiter, ampak zelo izčrpen in zelo temeljit pregled čez celotno vsebino te vaše raziskave. Morda za začetek pa vendarle vprašanje, odkot navdušenje za raziskovanje železa in zlasti za seveda zgodovino železarjenja. V bistvu je bilo to nekako malo plod naključja. Mentor že pri diplomski nalogi, profesor Janez Miller, mi je že pri
Ko sem se izbiral temo za diplomsko nalogo, predlagal eno od tem zgodovino železarjenja, pa se mi takrat niti ni zdelo to ne vem kako zelo zanimiva tema, ampak potem, ko sem pri magistrski nalogi se začel malo ukvarjati tudi bolj s pisnimi viri, sem pač se nekako vidi, da je ta dejavnost bila zelo pomembna za prostor, ki sem ga takrat raziskoval, torej Julijske Alpe, v tem obdobju, torej v poznem srednjem veku. In potem je nekako pač to sledje dogodkov vodilo k temu, da sem pač v bistvu upisal torej doktorsko dizertacijo oziroma temo doktorske dizertacije na temo družbenih in gospodarskih posledic razvoja železarjenja. Tako da od takrat naprej pa v bistvu se odkrivajo vedno nove zanimive tematike s tem v povezavi in to je nekako tak odgovor. Raziskava tega področja je seveda neizčrpna, glede na to, da ste vi nekako zaključili svojo raziskavo s koncem 16. stoletja. Bolj nam je znana seveda zgodovina železarjenja kasneje in pozneje, povezana tudi z določenimi slovenskimi kulturnimi krogi. Načrtujete tudi raziskovati to področje še naprej? Mislim, bi bilo zanimivo tudi se ukvarjati oziroma raziskati bolj natančno, torej obdobje od 17. stoletja naprej. Delno smo morali se tega lotiti v času, ko smo v Narodnem muzeju pripravljali razstavo Pozapoje Kovina in smo nekako pokrili obdobje do konca Prve svetovne vojne. Ampak je to v bistvu samo nek zelo osnoven splošen pregled. Sem imel najprej, ko sem začel pripravljati to monografijo, idejo, da bi torej vse skupaj prevlekel tudi v 17. 18. stoletje, ampak sem potem tudi zaradi, v glavnem bi šlo samo za neke nastavke za naprej, ni bilo pa ne časovno, ne obseg bi bil potem, tako da je pač to potem ena taka želja morda za prihodnost, enkrat v področju. Omenili ste sami, da za določene raziskave, recimo tudi količine proizvedenega železa, ni zelo veliko virov, pa vendarle vaša monografija na kar nekaj 10 straneh vsebuje izredno dragoceno, temeljito navedbo številnih virov, na katere ste se opirali pri svoji raziskavi. Bi morda postavili to svojo monografijo v kontekst predhodnih raziskav železarjenja na Slovenskem? Se v bistvu knjiga sama tema je bila v preteklosti že precejkrat obdelana, oziroma kako bi se izrazil, v bistvu je bilo po eni strani je od zadnje res pač znanstvene monografije oziroma znanstvene vsaj v tisto obdobje minilo že več kot 100 let, torej prvi sicer se je z zgodovino oziroma z opisi železarskih središč ukvarjal že Janez Vajkard Valvazor v Stari Vojvodini Kranjske. Tudi pozneje pač zaradi pomena te dejavnosti se je marsikdo nekako ukvarjal s tem. V koncu 19. stoletja je en prispevek napisal Anton Koblar, ki je bil, mislim, da tudi prvi prispevek v slovenščini na temo zgodovine železarjenja, mislim, da takdaj sem bolj na Kranjskem. Potem je pa v začetku 20. stoletja torej Alfons Müller objavil v bistvu po obsegu in po določenih vidikov še vedno v bistvu nepreseženo delo, torej v nemščini, zgodovina torej železarstva na Kranjskem, Goriškem in v Istri. Potem, zatem je pa v bistvu bilo samo ukvarjanje z zgodovino železarjenja bolj po eni strani v domeni kakšnih bolj ljubiteljskih raziskovalcev. Nekateri med njimi, recimo Jože Gašperšič iz Krope, je v bistvu imel za ljubiteljskega zgodovinarja zelo visok nivo strokovni in je v bistvu prispeval kar nekaj pomembnih člankov, ki so še danes relevantni za območje torej Krope. Potem pa je v bistvu še eno tako zelo pomembno delo
ampak predvsem za 19. stoletje Ivana Mohoriča, sicer bolj ekonomista, ki je napisal knjigo o 2000 letih železarstva na Gorenjskem, ampak vse te, predvsem njegovo delo se za starejše obdobje nekako predela v relativno kratko, na nekaj 10 straneh. Prav tako ni kakšnega posebnega poglobljenega pogleda ali pa morda umestitve v kakšen širši okvir. V zadnjih desetletjih je sicer bilo na temo zgodovine železarjenja napisanih kar nekaj prispevkov, ampak so ti časovno in pa tudi geografsko omejeni. Knjiga je pa v bistvu seveda nekako povzetek vsega tega, kar je seveda do danes že bilo ugotovljeno. Potem se uporablja vire, te, ki so bili že znani ali pa so bolj redko bili uporabljeni, in pa seveda se jih morda gleda na drugačen način, oziroma so pa tudi zanimivi pogled v morda ta širši okvir, tudi morda primerjava sam obseg proizvodnje, na samem slovenskem območju, predvsem Kranjska, ki je bil predvsem bistveno manjši kot pa recimo na Koroškem ali pa predvsem na Zgornjem Štajerskem, kjer je bilo okoli nad Leobno eno izmed največjih železarskih središč v poznem srednjem veku oziroma zgodnjem novem veku v Evropi. Tako da je z tega vidika morda ta vidik pomemben in pa tudi bolj natančna ta družbena analiza samih železarske dejavnosti in pa to zadnje poglavje o materialni kulturi, kjer se na jedno mesto zbere vsa materialna kultura železa, za različne namene. Hkrati ste seveda to gradivo različno odkrivali v zelo različnih inštitucijah, tudi precej slikovnega gradiva je bilo potrebno pridobiti iz Avstrije. Kako pa je raziskovalno potekalo to delo, iskanje tudi v arhivih in podobno? Na srečo smo v času digitalne dobe, tako da so arhivi bistveno bolj dostopni. Veliko je skeniranega gradiva, tako da tukaj so recimo Celovški arhiv, Celovški deželni arhiv oziroma Koroški deželni arhiv v Celovcu, ima na portalu Monasterjem in potem tudi na svoji spletni strani kar veliko digitaliziranega gradiva, tako da je potem ta dostop precej lažji. Veliko navedb virov je bilo v bistvu že v starejši literaturi, tako da vsaj za Bavarski državni arhiv je bilo potem to iskanje bistveno lažje. Tudi mislim, da je Nadškofijski arhiv v Münchnu ima velik del gradiva, vsaj tistega, kar sem ga potreboval, je bil že skeniran. Tako da z tega vidika je bilo dejansko treba iti v arhiv samo tukaj v Ljubljani, kjer pa je v bistvu na voljo kar nekaj škatel, ki se navezujejo predvsem na obdobje od druge polovice 16. stoletja naprej. Omenili ste sicer, kakšen je bil obseg mitnine, ki so ga dobili s trgovino z železnimi izdelki. Ste morda svojo raziskavo o železarjenju na Slovenskem razširili tudi na primerjalni vidik z drugimi gospodarskimi panogami v tem obdobju, v kakšnem obsegu je dejansko recimo v 14., 15., 16. stoletju ta dejavnost dejansko, kakšen gospodarski pomen je imela? Ja, to bi bilo kar zelo težko, se mi zdi. Ta delež od mitnin, recimo za mitnico pri mostu na Soči, je tak zanimiv primer, kjer je mislim, da je, če vam bo spominil, je več kot polovico so dobili od izvoza železnih izdelkov. Zelo velik delež, mislim, da je potem odpadel na trgovanje vina, ki je šlo v nasprotno smer, iz morskega območja oziroma Furlanije proti Kranjski.
in pa zopet v smer proti Jadranu so pa šle, je šlo pa zelo veliko glav živine. Tako da na nek način je tukaj zdaj, kako bi temu rekel, kvantitativno je zelo težko oceniti te deleže. Potem delno se to da tudi na podlagi dajatev, recimo v gospodstvih, kjer so torej določenih gospodstvih, recimo v Belopeškem, ki je bilo manjše, pa za agrarno dejavnost manj primerno, samo pač geografska danost, so bili ti deleži od prihodkov oziroma od dajatev železarskih obratov bistveno višji kot pa recimo sploh v škofjeloškem gospodstvu, ki je bilo zelo veliko in je imelo tudi bistveno boljše razmere geografske za agrarno dejavnost. Ampak v bistvu je pa zanimivo tudi v bistvu z kakšnega vidika recimo širšega pogleda današnjega slovenskega ozemlja, recimo območje Gorenjske pa delno tudi Južne Koroške, je imelo, torej, je bilo železarstvo res kar precej pomembna panoga, medtem ko pa drugje pa je morda bilo kaj same trgovine ali pa še to ne, recimo kakšne mitnice v vzhodnem delu, recimo na Štajerskem, kjer je bilo železa praktično, torej, da ni zaslediti. No. Tako da je razvoj same železarske dejavnosti v tem vzhodnem delu slovenskega prostora je pa potem boljši čas od 17. stoletja oziroma 17. stoletja naprej. Ja, omenjate 17. stoletje, ki ga bo še potrebno raziskati, kot pravite, še bolj temeljito, tako da si lahko obetamo tudi nadaljevanje te znanstvene monografije. Zdaj pa seveda predajava besedo in vprašanja današnji publiki. Zelo dobrodošlo, gotovo ste ob tem imenitem predavanju tudi sami si zastavili kakšno vprašanje. Zbi, da ne bo to tišina, ker gospod se je pač matral, pa nekaj kar pravil. Vsi vemo, da je bivši knjižničar Janez Kepec. Vsi vemo, da je v času Rima bilo železarstvo zelo na višini. Ne samo, da so pridelovali samo železo, pridelovali so tudi sama jekla. Potem so bili mojstri, baje, da je bilo iz noriškega časa tam na slovenskem obrobju. V Posočju so bili najdeni neki meči, ki še zdaj ne rjavijo. Se pravi, koliko je podatkov tega prenosa znanja iz časov Rima, potem pa na železarstvo samo se tudi navezuje obrt kovaštva, ki je dopolnilna dejavnost glede na samo rudarjenje in je v tem tudi kakšna taka bolj monografija. Jaz se še dobro spomnim v času, ko je bila vsaka večja ali pa oranklast, pa doma svojo kovačnico, Zdaj tega nažalost ne. To dvoje bi, prosim. Ja, zdaj, kar se tiče prenosa znanja, je tukaj verjetno bi kdo, ki se bolj ukvarja s še starejšimi obdobji, torej kakšen arheolog, verjetno znal bistveno bolje odgovoriti na to vprašanje, ampak kakor bi jaz nekako se mi zdi, je moje mnenje nekako, ja, da se je, torej kot je bilo omenjeno, je bilo pač torej pridobivanje železa v rimskem obdobju se je nekako skoncentrirala, torej je nekako prišla pod državni nadzor in je v bistvu se na tem območju, torej vzhodnih Alp, je bilo glavno središče na območju Hittenberga, torej na avstrijskem Koroškem, medtem ko pa na Slovenskem je bilo tega bistveno manj. Zdaj, kaj se je dogajalo potem v času, ko je ta država propadala oziroma propadla in v času recimo zgodnje srednjeveških državnih tvorb oziroma teh plemenskih književin, torej Karnivale in Karantanije, je pač zanimivo, da nimamo nobenih podatkov, da bi lahko karkoli trdili. Je pa verjetno do nekega prenosa znanja če seveda, torej če so v prihodu novih naseljencev starejši torej ti staroselci še vedno tam živeli,
je težko kaj zelo natančno sklepati. Je pa tudi potem obdobje, recimo na območju Wittenberga so viri potem že v visokem srednjem veku, sicer tudi za rudarjenje predvsem srebra, ki je bilo pomembno in je bilo takrat tudi nekako potem še bolj kot železo so ga imeli kot neke vrste, torej kot regalno pravico. Zdaj, glede same tega kovaštva je pa ja, v bistvu je bilo takrat pač vsaka obrt je bila v predindustrijskem obdobju ali pa še v 20. ali pa prvi polovici 20. stoletja bistveno bolj prisotna kot danes, kjer je bilo treba vse narediti, ali pa večino narediti doma, se ni dalo kupiti, ne vem, in dobiti tako hitro in pa poceni kot danes iz drugih koncev sveta. Tako da je pa sigurno ta tradicija, pač kjer je tradicija kovaštva bistveno bolj prisotna tam, kjer je v bližini tudi železarska, torej ta osnovna dejavnost pri sami pridobivanju surovine. Zdaj, kar se pa same novejše literature tiče za kovaštvo, pa kakšnem res nekem splošnem pregledu trenutno mi ne pade na pamet, da bi pač obstajala kakšna, recimo temu neka pregledna monografija, ki bi obravnavala pač kovaštvo kot celotno obrt. Upam, da ste zadovoljni z odgovorom. Treba še kaj narediti. Ja. No, nekaj ste seveda z prikazom in s poglavjem, ki govori predvsem o izdelkih, a ne iz železa, je nekaj tega nakazanega, seveda pa ni to celovito obdelano tako, da drži. Še bo potrebno raziskovati in seveda pisati. Morda še kakšno vprašanje? Jaz imam eno vprašanje, Janez. Z Matijo in Toletom tudi ukvarjamo z taljenjem železa po starem. Me pa zanima sledeče. A ste pri svojem raziskovanju se zanašal pretežno na dokumente, na pisne vire? A ste recimo tudi kdaj po terenu pogledal kakšno ledinsko ime, ki nakazuje na to, da bi se lahko kakšna taka dejavnost kje izvajala, recimo belih peči ali pa kaj podobnega, Fužin je kar precej, ne? Ja, v bistvu večinoma je pač ja, seveda so pisni viri pač glavni, kot je to, da gre za zgodovinsko delo oziroma delo zgodovinopisja, ali pa so pač pisni viri so glavni temelj za torej samo raziskovanje. Zdaj, kar se pa teh ledinskih imen tiče, oziroma v bistvu pri Fužinah so predvsem krajevna imena, je pa torej, v bistvu je včasih je potem problem, ker se samo na podlagi ledinskega imena, recimo, če imamo neko ime kot Kovač, Kovačija ali pa Fužina, je težko opredeliti, ali za kateri čas, v katerem obdobju je delovalo neko to središče ali pa pač neko obrat. Seveda, sploh ime Fužina nekako nakazuje na to, da je tam deloval verjetno nekaj časa nek obrat. Je pa tudi vprašanje, torej ne samo za kateri čas se to nanaša, oziroma recimo imamo primere, ko so na nekih območjih so obrati delovali, v bistvu so delovali nekaj časa, pa so potem opusteli, pa se jih morda čez nekaj desetletij ali pa stoletij zopet postavili. In recimo tak primer je, mislim, da Fužina pri Zagradcu ob Krki, kjer so obrati stali že v 16. stoletju, pa so potem od koncu stoletja opustili, v 19. stoletju ali pa mislim, že v 18. stoletju pa so spet delovali. In zdaj, se ta Fužina nanaša na tisto starejšo ali na to, je potem samo na podlagi toponima se pač to ne moremo vedeti. Tako kot so recimo pri Hobovšah, Škofjeloškem je prav tako Fužina, kjer je nekoč delovala obrat in tako naprej. Tako da, če bi šli natančno narediti, bi bilo pa morda tudi zanimivo, torej, če bi se naredili topografsko študijo prav samo na podlagi teh imen, pa tudi drugih, recimo kot je Rudnik in tako naprej. Tega je potem zelo veliko. Je pa recimo sploh v starejših pisnih virih
Recimo tak primer je iz avstrijske Koroške, kjer je naselje Železen, še danes poimenovano in se imenuje že v začetku 9. stoletja pač kot železen v pisnih virih. Tako da kar pomeni, da je tam po vsej verjetnosti ali bilo vsaj neko zavedanje, da je neka nahajališče rude, morda so pa tudi že takrat tam pridobivali železo, pač seveda v manjšem obsegu. Hvala lepa. Izvolite. Vi ste v glavnem o pisni veri govorili, ne? Kaj pa materialni veri, recimo izdelki, ne? Ki obstojajo, najbolj še tak zgodovinski pregled, najbolj v muzeju, recimo arheologija, bom rekel, ne? Ja. Izdelkov konkretnih, ne? Zdaj, recimo med Žavljom pa med tole Pločanco, to so veke razlike tehnološke. Ja, zdaj kar se tiče torej ta pregled oziroma obravnava samih izdelkov je torej predstavljen v zadnjem poglavju. Tukaj se nekako kombinirajo torej pisni viri, ki omenjajo izdelke in predmete, pa potem likovni viri in pa tudi torej seveda materialni viri. Zdaj, kar se tiče problem pri kovaških izdelkih je, da nimajo žigov, oziroma v veliki meri ključi, ključavnice, okovje je pač brez žigov, zato ne moremo vedeti točno, kje je bila neka ključavnica izdelana, vsaj recimo, če je za starejša obdobja, recimo. Imamo sicer neke primere izdelkov, ki jih hranimo v Narodnem muzeju, kjer je na podlagi provenience oziroma podatkov, ki jih je dal tisti, ki je torej nek izdelek prodal v muzeju, ki je povedal pač, kje naj bi bil ta izdelek narjen. Ampak tukaj govorimo o času recimo 18. stoletja in pa potem 19. stoletja, ko so tudi določeni obrtniki in pa večji torej, obrati so darovali v prvih desetletjih obstoja torej, deželnega muzeja, torej v drugi četrtini 19. stoletja neke vzorčne proizvode. Recimo žeblje, kose, polizdelke in tako naprej. Za starejše obdobje pa prav zaradi tega, ker ni, vsaj na večini kovalnih izdelkov ni žigov, mojstrov, recimo kakšna izjema so sekire ali pa srpi. Tukaj bi morda, če imajo arheologi kaj več podatkov o tem, ker mi, pač jaz kot zaposlen v Narodnem muzeju delam na oddelku za zgodovino in uporabno umetnost in hranimo predvsem predmete, ki so starejši oziroma mlajši od leta 1000, predvsem pa izhajajo tam iz 13. stoletja naprej. In žigov torej ni, zato ne moremo točno dobro vedeti, kje so bili ti izdelki narejeni. Je pa glede na pisne vire in glede na tudi poznejše nekako obdobja, nekako se predvideva, da je večina nekih splošnih uporabnih izdelkov ali pa velik del teh bil lahko izdelan na tem območju, torej na Slovenskem ali pa v neposredni bližini, medtem ko pa je recimo so kakšne bolj sofisticirani izdelki, pa tudi ni nujno, ampak se pa verjetno torej pri importi torej prišli kot del trgovine na daljše razdalje. Recimo tak primer je orožje in pa tudi zaščitna oprema, kjer so pač glavne delavnice, vsaj v 16. stoletju se vzpostavijo na območju torej okoli Erzberga na Zgornjem Štajerskem, pa potem v teh dolinah Spodnje in Zgornje Avstrije, kjer so potem izdelovali tudi recimo jedilne nože in tako naprej. To potem razpošiljali pač praktično po celotni Evropi. Tako da, ja, upam, da sem odgovoril, kar ste želeli. Izvolite. Lahko. No, zdaj kolega je dal, vi ste dali zdaj dobro iztočnico za moje vprašanje, ker sem skozi prišlo v tem v bistvu, katera zadeva, tehnološko gledo, poznavanje tehnologije izdelave železnih predmetov je najbolj bila očitna v obdobju, ko ste ga vi raziskovali. To se pravi, omenili ste pač plavže, da to je recimo en prerok. A je še kakšen v tem obdobju tak značilen premik v kvaliteti, pa v kvantiteti tehnološki, da ga lahko povežete z vašimi predmeti, ki ste jih tukaj navedli v svojem doktoratu? Pravi v Plavru,
Ja, to je to. V bistvu je sama tehnologija, sama metalurška tehnologija, torej v tem času imela dva nekako velika premika. Torej, prvo je bila uporaba vodne sile, drugo je pa torej, ta tehnološki premik z uporabo plavžev oziroma visokih pičil. Bile so spremembe recimo v sami tehnologiji oziroma pri kovanju. Predvsej se je izboljšalo kovanje oziroma nekako se je izpopolnilo kovanje pločevine, so jo lahko kovali v bistveno večjih meri in tudi zaradi plavžev so lažje nadzorovali kakovost samega pridobljenega železa, je bilo možno pridobiti večjo količino jekla. Torej, tukaj govorimo seveda o jeklu, kot so ga omenjali takrat v pisnih virih, torej, ko so bolj nauč znajo ločati, ali je neko brkovno železo ali neka jeklo, torej trše. Kakšnih drugih teh tehnoloških napredka potem v bistvu ne samo na slovenskem prostoru, ampak v bistvu kot celotni Evropi ni bilo praktično do konca 18. stoletja, ko so iznajdli postopek pudlanja. Do takrat je bilo pa v bistvu to pridobivanje železa, torej surovega železa, v plavžih nekako glavni napredek za več kot 200 let. Seveda so bili tisti manjši koraki naprej, ko so recimo pridobivali jeklo v talilnih loncih in tako naprej, ampak do tistega res pravega preskoka v tehnologiji pa potem trajalo praktično do konca 18. stoletja. Kaj pa recimo, če smem še eno vprašanje, se je povezano s tem modeli, kakšno je bilo vlivanje, politje, ali so imeli peščene kalupe, ali so imeli kako drugače narejene, kje so bile tukaj recimo inovacije, ker tole, če hočete takle, to zadevo vliti takle ključne, je treba imeti kar natančen vlitje, mislim pa model. Se ne vlite, to je kovano. Vem, ampak mislim, da nekako morate začeti nekje, pri vlitku začnete, pa vidite, pa kujete, da spravite ogljik ven, da imate pač jeklo, da imate pač koncentracijo oglika pod 0,1 in stvar je v redu, ampak to, ne vem, če to lahko pač sem, kako to zdaj kujete, pa me tudi zanima, vse mislim, da da nisem kovač, tudi vam tega ne bi znal odgovoriti, kako se to, mislim, kuje. Ja, izdelki, ki jih vidimo na slikah, so iz kovanega železa. Vlitki so pa, v tem času so predvsem vlivali kakšne manjše zadeve oziroma manj sofisticirane izdelke, recimo litoželezne krogle so takrat ena taka zadeva, zdaj kalupi, pa mislim, da so pač kakšen pesek bi znal biti včasih lahko. To niste ne delali tega svojega doktorata. Prosim? To niste, sploh ni treba. Recimo vem, da je za kakšne barvne kovine se uporabljajo lahko različni modeli. Modeli iz zelo različnih materialov. Samo železo je pa pač potem odvisno od tega, kaj tudi verjetno želite ustvariti potem. Slabšem to. Pa je kakšna korelacija med tem, odkot je prišlo železo, pa da je bilo bolj kvalitetno kot drugod. Se pravi, ali je korelacija med rudo, ki je lahko imela že naravne dodatke, recimo mangan, ki je pozneje v 19. stoletju bilo tukaj pri nas, ali ne? Ja, tukaj se pozna, če je primес naravna, v mangan, v rudi je značilen in za Koroško, za območje Hittenberga in za območje Erzberga na Zgornjem Štajerskem, in od tam je nekako prihajalo železo oziroma so iz tega železa izdelovali načeloma bolj kakovostne izdelke oziroma je bilo tudi določen čas v Evropi zelo zaželjeno. Zdaj za železo, ki je bilo pridobljeno iz rude na tem območju, so pa stvari drugačne. Recimo, načeloma je bila ruda na območju Pokljuke, Jelovice, sploh pa na območju Karavank razmeroma boljše kakovosti, še zmerom ne tako kakovostno kot pa recimo v avstrijskih deželah.
Na območju recimo Idrijskega ali pa na Dolenjskem, bila pa včasih ruda tudi precej slaba, da se tudi v pisnih virih omenja, da iz te rude načeloma, da se bo zelo težko naredili kaj kakovosten izdelke ali pa karkoli podobnega. Ferromangano bomo še brali. Ja, to je pa potem namenoma, torej ferromangan je pa pač namensko dodan mangan k železu, medtem ko pač ponekod zaradi določenih osebnosti mangana tega pač, ki je bilo že v rudi samo sebe prisotno, pač ni bilo treba dodajati. Se ni nujno, da je bil noter že, lahko so, mislimo, Nemci so Antovci imeli pač rudnik, ne dvojno. Ja. Tako je to široko področje. Ja, kar precej smo se razgovorili, morda še zadnje vprašanje. Ja, jaz bi imel samo eno opombo. Spomnil sem se, da sem med pregledovanjem drugega gradiva opazil tudi odkritje o plavžu Svete Heme. In to je dokaj zgodno obdobje. Hema je namreč živela leta 1100 v Bohinju, Zlomen. Je kaj znano o tem? Ja, v bistvu je ena taka zanimiva zgodba, kjer je pač najdišče, kjer je pač se ljudska tradicija omenjala kot plavž Svete Heme in se potem povezuje seveda z svetnico oziroma s Sveto Hemo, ki je živela v 11. stoletju, ampak gre v bistvu za, torej dejansko gre samo za ljudsko tradicijo. Torej, lokacija je bila, mislim, da že v 30 letih pregledana arheološko, pa pozneje zopet, oziroma že v času Müllerjevem obdobju, torej v začetku 20. stoletja, je torej Alfons Müller, ki je napisal torej to obsežno monografijo o zgodovini železarstva na Kranjskem, je nekako razvezloval zgodbo, da gre v bistvu za ostanke, verjetno ostanke livarne iz 17. stoletja, in tudi poznejše arheološke raziskave so pokazali, da gre za v bistvu ostanke livarne, ki je bila vzpostavljena v sredini 17. stoletja z namenom, da bi vlivali lito železne retorte, zažganje, ki bi jih potem uporabljala za žganje živo-srebrne rude v Idriji. Ampak so v Idriji, potem ko so naročili določeno obseg teh retort, zaradi slabe kakovosti pač obrati niso toliko časa delovali. Je pa ohranjen nek osnoven, ruševine so ohranjene, nek tloris objektov, ampak zdaj ni pa to, torej ne moremo pa tega povezovati z obdobjem 11. stoletja in pa Sveto Hemo. Tako da, ja. Hvala lepa. Mislim, da smo kar izčrpno odgovorili na vprašanja. Hvala dr. Gašperju Oislu za to res imenitno monografijo, ki jo lahko danes tudi kupite po znižani ceni. Vsekakor pa ostaja, kot smo lahko slišali, ogromno pobud in spodbud za nadaljne raziskave železarjenja na Slovenskem. Knjige oziroma raziskav, ki so še toliko bolj dragocene, ker vemo, da imamo Slovenci nekako sorazmerno malo raziskav z področja tudi gospodarske zgodovine, tako da so tovrstne raziskave, ki se dotikajo tudi teh tematik, vsekakor izredno dobrodošle. Hvala vsem, ki ste prišli in še enkrat en velik aplavz današnji.